Bogoč. Strinjam se z večino do sedaj povedanega in izzivi so resnično veliki, ki jih v tej finančnem obdobju po eni strani povzroča Brexit, po drugi strani nove obveznosti, ki prejajo proračun, zato bo potrebna res temeljita in odkrita debata okoli tega, kako primerna sredstva zagotoviti za to področje, o katerem govorimo, se pravi za skupno kmetijsko politiko. Pri tem je zelo pomembno, da se tudi mi, po mojem prepričanju, zavedamo, da je eno od ključnih področij, ki moramo doseči, tudi ta družbena sprejemljivost za kmetijstvo, kajti opažam, da je to, da je 1 do 3% prebivalstva različno od države do države, še danes tisti, ki se ukvarjajo s kmetijstvom, ostala neka manjšina, ki jo vedno manj ljudi razume. Zato mislim, da je tudi cela vrsta pritiskov tako na področju gnojenja, na področju pesticidov in moramo to ravnovesje v Evropi doseči, kajti v nasprotnem primeru bodo kmetje ob manjših sredstvih deležni tudi tega, da bodo prepovedane določene tehnike, s katerimi enostavno ne bo moč več pridelati dovolj hrane v Evropi. In mislim, da imamo na tem področju eno zahtevno nalogo in konec koncev nagovarjamo tako tiste in se moramo razumeti, ki jih skrbi za zdravje, ki jih skrbi za okolje, hkrati so pa tudi plačniki v evropski proračun. In tu mislim, da bo potrebna ena organizirana in temeljita debata, kajti v nasprotnem primeru mislim, da bomo prišli v velike težave. Zelo pomembno je tudi področje inovacij v kmetijstvu, bodisi govorimo to o preciznem kmetijstvu, s katerim bomo predvsem mladim kmetom omogočili, da se bodo še odločali za ta poklic, omogočali tudi z lažje delo, večjo tudi, če hočete, storilnost, da bodo nazadnje tudi dobili primerljiv prihodek z njihovimi vrstniki. Kajti, če ne bomo navdušili več mladih za kmetijstvo, bo v 10-15 letih zelo velik problem, kdo še bo se sploh ukvarjal s to panogo v Evropi. Ena od stvari, katero tudi podpiram in tudi v Preparatory Action sem bil uspešen s kolegom Šanjem, je tudi področje pametnih vasi, se pravi, da se ta digitalizacija, ki se v mestih iz dneva v dan bolj uveljavlja kot neki biznis modeli, uveljavlja tudi na podeželju z ciljem, da ne bo novega razvojnega zaostanka za podeželje. Tu imam v mislih od osnovne infrastrukture, ki je potrebno zgraditi, do tega, da so na podeželju razne priložnosti tudi v okviru, če hočete, sociale, zdravstva, poleg osnovne kmetijske dejavnosti in da poskušamo tudi s pomočjo teh tehnologij, pa tudi iz drugih skladov Evropske unije, ohraniti gospodarsko aktivnost na podeželju, poseljenost in tudi kmetom, kdaj je mogoče omogočiti še kakšen drug dohodek, če površine kmetijske ne bodo več zadoščale za osnovni prihodek iz samega kmetijstva. Hvala.